Lepo pozdravljeni. V Velikem Podlogu je bilo slovesno, saj so tudi uradno odprli novo podružnično osnovno šolo z vrtcem in hkrati obeležili 120. obletnico šolstva v kraju. Tako so tudi uradno odprli novo podružnično šolo in vrtec v Velikem Podlogu. Pod velikim šotorom je potekala prireditev, na kateri so glavno besedo imeli učenci in učenke šole ter vrtčevski otroci. Pod eno streho so spravili 4 razrede osnovne šole in 4 oddelke vrtca ter rešili prostorsko stisko, s katero so se na šoli soočali že vrsto let. Na te prostore smo dolgo čakali. Veseli smo, da smo zdaj v novi šoli. Čeprav ne bomo pozabili stare. Nova pridobitev vsekakor prinaša boljše pogoje za delo, boljše pogoje za učenje, hkrati pa v bistvu tudi pedagoškim delavcem daje pri vzgojno-izobraževalnem delu veliko večje možnosti, kot so bile do sedaj. Učilnice so večje, več je spremljevalnih prostorov. Tudi večnamenski prostor za gibanje v spodnjem delu, velika kuhinja z veliko jedilnico, prostorna računalnica, knjižnica, ki jo prej ni bilo v prejšnji šoli. Knjižnične police bodo kmalu bogatejše. Predsednica krajevne skupnosti Veliki Podlog Karolina Cizerle je vodji podružnične šole namreč predala bon za nakup knjig. Vsako leto spoznavamo, da so potrebe staršev po izobraževanju oziroma pri vpisu v vrtec in kasneje tudi v šolo večje, tako da lahko se pohvalimo, da v naši krajevni skupnosti beležimo rast prebivalstva, zato je tudi tale pridobitev zlata vredna. Naložba je skupaj z opremo znašala 3,4 milijona evrov, od tega je 1,1 milijona evrov prispevala država oziroma Ministrstvo za izobraževanje, ostalo pa Mestna občina Krško. Fizična gradnja traja 2 leti, ampak dejansko so pa priprave na to šolo trajale mnogo dlje. Namreč potrebno je bilo pridobiti zemljišče, dokumentacijo, vse ostalo, tako kot pri teh projektih sicer poteka. Predvsem pa je bilo potrebno zbrati sredstva. Skratka, v 2 letih smo potem šolo tudi dokončali. Učenci podružnične osnovne šole so se že privadili novih prostorov, saj tu pouk poteka že od 1. septembra. Enako velja za vrtčevske otroke. Navadili smo se, še vedno so neke novosti, tako da počasi spoznavamo prostore, možnosti, tudi vso opremo še počasi nameščamo, tako da počasi bomo vzpostavili celotni sistem. Podružnično osnovno šolo Veliki Podlog sicer obiskuje 67 učencev, v tamkajšnji vrtec pa je vpisanih 70 otrok. September je svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni, ki je najpogostejši vzrok demence. Med njene prve znake sodijo postopna izguba spomina, težave pri govoru oziroma iskanje pravih besed, pa tudi osebnostne in vedenjske motnje. Nanje bi morali biti še posebej pozorni, poudarjajo strokovnjaki, saj sta čimprejšnja diagnoza in z njo zdravljenje zelo pomembna. Alzheimerjeva bolezen najpogosteje prizadene starejše, zato smo ob svetovnem mesecu te bolezni obiskali Dom starejših občanov Krško. Oni ne zvejo, kaj zmorejo in kaj ne zmorejo. Kratkoročnega spomina praktično ni. Vračajo se zelo daleč nazaj v svojem življenjskem obdobju. V Domu starejših občanov Krško biva 54 stanovalcev z diagnosticirano demenco, v letošnjem letu so jih sprejeli 16. V večini primerov gre za Alzheimerjevo bolezen. Med stanovalci je tudi mama naše sogovornice Mojce Borošak, ki tu biva od leta 2019. Odločilni trenutek, kdaj smo se odločili, da mamico odpeljemo v dom, je pa bil, trajalo kar nekaj časa, iskala je zobno pasto. Pa me kliče v službo, daj mi prines zobno pasto, pa je prinesem. Ona je živela zdaj zadnja leta z partnerjem in ji kupim pasto, prinesem, čez en teden me spet kliče Mojca, da mi prines zobno pasto. Pa je pa spet teden, 14 dni minil, pa me kliče ta mamin partner, pri katerem je bila zdaj zadnja leta in je rekel, da je v usta dala medlijo. In je bila vsa utečena, jezik, ustnice, ni vedel, kaj ne naredi, se nekaj dejte jo v avto, pa na urgence v Krško odpeljati. Jaz sem pa tudi takoj hitela iz službe, sem jo počakala na urgenci, in so jo itak odpeljali pol v Brežice, v bolnico. Pa sem jo pa spraševala, zakaj si to dala v usta,
Pa je rekla, iskala sem zobno pasto. Ne. To je bila tista pika na i, pravi sogovornica, ko so spoznali, da zanjo ne morejo ustrezno poskrbeti. Da se z njo nekaj dogaja, so opazili še kakšni 2 leti prej, ampak niso vedeli, zakaj gre. Po mami mi je bila čudna, ne. Recimo, mamica me je pooblastila, ko je oče umrl, za njen račun, ne, da sem njene finančne stvari urejala. Ne. Ona je živela na podeželju, ni vozila avto in je pa mene prosila, da ji to urejam. Ne. Pa kar naenkrat nastal problem, ja veš, ti si pooblaščena na mojem računu, jaz nič ne vem, kaj se z mojim denarjem dogaja. Ne. Takrat mi ni bilo jasno, moram reči, da sem bila hudo prizadeta. Ne. Sem rekla, glej, edina oseba sem, ki stojim skozi ob strani, pomagam, pa tako povratna informacija. Ne. Vse, koliko so se te stvari začele dogajati, ne, pa mi je bilo tako jasno. Ne. Bolezen demenca se dotakne celotne družine, saj svojci nosijo veliko odgovornosti in velik del bremena. Ko v bistvu bolezen napreduje, se na nas najprej obrnejo svojci obolelega, ko nekako več ne zmorejo zagotavljati primerne oskrbe in skrbi za svojega doma. Običajno so pač zaposleni, tako da oboleli za boleznijo demenca pa potrebuje v bistvu 24-urno oskrbo. Bi rekla tako, zahtevni so v tem smislu, da pač svoje situacije ne znajo prepoznati. In seveda tudi potem so njihovo življenje pač na nerealnih tleh. Mi jim seveda na nek način moramo to nekje pomagati prebroditi oziroma jih voditi tako, da zaradi tega ne trpijo. In jih hkrati opolnomočiti, da ostanejo čim dlje aktivni in samostojni. Kajti vemo, da če vzameš nekaj, kar bi še zmogel narediti, mu vzameš tudi en del dostojanstva. In zaradi tega je tako pomembno, da delamo tako z njimi, da lahko upravijo stvari še sami in potem seveda, kar pa ne zmorejo, pa pomagamo oziroma naredimo namesto njih. Imamo praktično 4 skupine, kjer bivajo homogeno enaki ljudje z boleznijo demenca. Nekaj časa so bili stanovalci pomešani med ostale stanovalce, to je imelo pluse in minuse. Za stanovalce, ki so bili oboleli v zgodnji začetni fazi, je to bilo na trenutke še pozitivno, je imelo pozitiven vpliv, saj so bili vključeni v življenje, ki jim je bilo blizu, sami ga pa več niso bili sposobni živeti. Vendar je na drugi strani bil pritisk zdravih in tistih, ki niso tega razumeli, večji od koristi teh, ki so bili z njimi pomešani. Zato je trend tudi svetovni, da te ljudje živijo nekako v skupinah, kjer so enaki med enakimi. Povpraševanje za sprejem v dom je zelo veliko. Mi smo v tem letu prejeli že preko 380 prošenj. Približno 90 jih je iz naše občine, ostalo iz sosednjih in drugih občin. V Domu starejših občanov Krško opažajo, da je ljudi z diagnozo demenca vse več, pojavlja se pri vse mlajših. Govorimo o 65 in 70-letnikih. Smo starajoča se družba, kar se pozna že danes, saj je pritisk na domove večji, kot je bil včasih, predvsem pa se razlikujejo uporabniki, ki potrebujejo domsko oskrbo. Včasih so v podeželju, kot je naše, jaz vedno poudarjam, da smo okolje, kjer prevladujejo ljudje iz podeželja, prihajali k nam tudi takšni, ki jim je bilo tu in tam zgolj dolg čas doma. Danes pravzaprav takšnih stanovalcev več nimamo in so naši stanovalci tisti, ki več sami doma preživeti ne morejo, bodi si zaradi bolezni, čezdalje več pa tu je tudi takšnih, ki izgledajo še povsem običajni starostniki, vendar je prisotna bolezen demence, ki jim onemogoča samostojno varno življenje v okolju, v katerem so bili prej. Dom starejših občanov Krško ima status demenci prijazna točka. To pomeni, da za našimi vrati smo vedno odprti za vprašanja in odgovore o bolezni demenca in da tukaj delamo in živimo ljudje, ki vemo, kaj je ta bolezen, ki se znamo soočati z boleznijo demenca in pravilno postopati in za stanovalci in za njihovimi svojci. V domu pa že 17 let deluje skupina za samopomoč Spominčica, ki je namenjena predvsem svojcem obolelih za demenco.
Ob zaključku Evropskega tedna mobilnosti so po številnih mestih po Sloveniji zaprli nekatere ceste in jih prepustili pešcem in kolesarjem. Največ veselja pa so si privoščili otroci iz vrtcev in osnovnih šol, ki so se lahko po teh predelih prosto gibali in likovno ustvarjali. Poglejmo, kako je bilo v Brežicah. V Brežicah so na dan brez avtomobila zaprli del ceste Prvih borcev, ki so jo tokrat prepustili najmlajšim. Predstavila so se jim lokalna društva. Tako pa je bilo pri prikazu varne uporabe skirojev in koles. Pester dan za učence osnovnih šol. Brežiški četrtošolci so nam zaupali, kaj počnejo. Probavamo različne športe. Za jabolka smo šli jesti, pazamo, kolesi se peljemo. Kolesarimo, smo se že vozili skiroji. Meni se zdi, da gremo potem na poligon, da izkušamo poligone in se učimo, kako se peljati recimo s kolesom. Poligon smo mogli iti. Pa si se vozil? Ja. Je bilo težko? Kako je bilo? Da, lahko. A ni bilo le zabavno, ampak tudi poučno. Poudarjali so predvsem, Da moraš biti previden, pa da moraš imeti čelado. predstavila so se tudi športna društva. Organizatorji pa so pripravili še nekaj drugih delavnic. Z padalom smo dvigali in ko smo žogo metali, mogla iti čez luknjo. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo s padalom žogo mogli čez luknjo in ko smo keglje dol mogli spraviti. V Brežicah nad dnevom brez avtomobila bdi tamkajšnji zavod za šport. Na zaprtem delu ulice so postavili kar 14 postaj, obiskali pa so jih učenci osnovnih šol Brežice, Artiče in Bizeljsko. Pravi, skozi te postaje, različne delavnice želimo najmlajše ozaveščati o pomenu trajnostne mobilnosti. Ter jih spodbuditi k uporabi kolesa, skiroja, avtobusa in seveda k hoji. Dnevu brez avtomobila so se tradicionalno pridružili tudi v Krškem, kjer so za promet zaprli del ceste 4. julija ter jo prepustili najmlajšim. V okviru Evropskega tedna mobilnosti so tradicionalni dan brez avtomobila obeležili tudi v Krškem, kjer so zaprli vzporedno cesto 4. julija in jo prepustili predšolskim otrokom in učencem. Ujeli smo jih pri risanju s kredo po asfaltu. Take kroge risane delam. Jaz pa sončka delam in snežinke. Danes sem se res imela fajn. Z eno mojo sošolko smo narisali semafor. Pisali smo prepis, pa rišemo zdaj. Pa na sladoled smo prišli. Danes smo prišli sem, ker je dan mobilnosti, se ne vozimo čim manj z avti, pa če je možno. Otroci so z zanimanjem prisluhnili gasilcem in izvedeli marsikaj zanimivega. Da gasilci imajo opremo do 20 kg na sebe, pa da do 500 stopinj zdržijo njihova oblačila. Spoznala sem, da kako se vodo nalijo, če nekaj gori, pač pa vodo zlijo v gori. So nam povedali, kakšno opremo imajo. Zato, ker so vse predstavili, kako se kaj reče. Pestro je bilo tudi na ostalih točkah. Zanimatorji so se lahko preizkusili v plesu, na spretnostnem poligonu in spoznavali delo občinskih redarjev. Tako kot že 15 let zapored na tem dnevu brez avtomobila povabimo osnovnošolce in pa otroke iz vrtca, da na cestnih površinah preživijo drugačen čas, se pravi, da niso samo v avtomobilih, ampak da pravzaprav vidijo, da ulica nudi še druge možnosti in mobilnosti in svojega časa preživljanja, neko drugo kvaliteto. Dan brez avtomobila je priložnost za promocijo do človeka in okolja prijaznejših načinov mobilnosti, saj ljudi poziva k kolesarjenju in hoji, tudi v šolo. Hodim v šolo peš, hodim z avtobusom v šolo. Jaz se vozim z avtobusom, mami me pa pospremi do busa. Na dnevu brez avtomobila v Krškem je sodelovalo približno 400 otrok iz vrtcev in osnovnih šol. Ob dnevu slovenskega športa so v Sevnici predstavili investicije na področju športa in pomen povezovanja športnih društev v lokalnem okolju.
Občina Sevnica je zelo vpeta v dogajanje na področju športa, tako na organizacijskem delu, še bolj pa na finančnem delu, na vseh področjih. Zato je na skupnem združenem kontu šport in prostočasne aktivnosti združenih skoraj 1 milijon evrov. Športna zveza naj bi bila sinergija združenja vseh športnih društev, ki v svojem okolju že tako in tako imajo članstvo, ki je v štartu že močno povezano z redno vadbo, z strokovno vadbo. Del društev izvaja to v sklopu letnega programa športa, v okviru katerega so tudi tekmovalni šport. So pa društva, ki pa to izredno dobro gojijo tudi na področju rekreativne dejavnosti. Ena je rekreativna dejavnost, kar pomeni, da je šport v našem lokalnem okolju tako široko razvejan od otrok v osnovni šoli, da ne rečem že v vrtcu, in kasneje do populacije v 60 letih. Kar mislim, da je zadeva ključna, ko govorimo o športu, povezanosti z zdravjem. Cilj lokalne skupnosti je vzpodbujanje vsega športa in nekatere prioritete so posebej pomembne. To je šport mladih, zdrav življenjski slog, aktivni življenjski slog, vzdrževanje zdravja preko športa, in zato so te športne oziroma športne ureditve tako pogoste, tako raznolike, da vsakdo najde nekaj zase. Janez Kerin je v petek dopoldne oddal zbrane podpise podpore volivcev za kandidaturo za župana Mestne občine Krško na prihajajočih lokalnih volitvah. Današnji dan je tako zame kot za občane občine Krško, lahko rečem, zgodovinski dan. Prvič v zgodovini Mestne občine oziroma občine Krško se je zgodilo to, da je nek neodvisni, nestrankarski kandidat vložil kandidaturo za kandidata za župana Mestne občine Krško. Štejem si v čast, da sem to jaz, in štejem si v čast, da sem lahko v tako kratkem času zbral toliko podpisov, nekaj manj kot 400 se jih je nabralo v tem času, tako da se bi najprej zahvalil vsem tistim, ki so si vzeli čas, prišli na upravno enoto, oddali svoj podpis podpore in ga tudi mi prinesli ali osebno ali kako drugače po pošti. Zahvaljujem se mojim članom, sočlanom v društvu Modra smer, ki so pri tem postopku pomagali in naredili vse, da smo danes tukaj, da v bistvu lahko rečem, morda se sliši malo populistično, pa kljub temu pišemo zgodovino v Mestni občini Krško. Svojo kandidaturo za županjo Mestne občine Krško je danes predstavila Janja Starc, ki je v lokalnem okolju najbolj prepoznana kot zagovornica in zastopnica obrti in malega gospodarstva. Prvi razlog za kandidaturo je ta, da so me naši podjetniki, obrtniki res dolgo časa nagovarjali, da je že čas, da občino prevzame nekdo iz gospodarstva. Drugi razlog je pa tudi nek izziv. Glede na to, da prihajam iz gospodarstva, ker že vso svojo kariero delujem na naši območni obrtno-podjetniški zbornici Krško, je gotovo najbolj logično, da bo bistveni poudarek res na gospodarnosti, predvsem podpori podjetjem, obrtnikom, ker ti so gibalo razvoja celotne občine. Če želiš biti uspešen tudi na drugih področjih, ne vem, šport, kultura, da bo občina lahko koliko toliko solidno delovala, pa vse sfere delovala, moraš imeti res dobro gospodarstvo, ker ne nazadnje je gospodarstvo tisto, ki polni občinski proračun. Jaz sem čisto politično neopredeljena, edina moja opredelitev je ta, da če nekdo nekaj dobrega predlaga, je treba to podpreti in to je moj cilj. Nisem pa politično opredeljena, tako da kandidiram kot samostojna, neodvisna kandidatka. Za konec poglejmo še na spletni portali posavje.com in najbolj brane novice preteklega tedna.
Spoštovani gledalci in gledalke, hvala za pozornost in nas videnje čez teden dni.